ko ste videli Špartanca, primerjavi s katerim koli drugim Grkom, ko ste videli, kot da je primerjava ene močne osebe v primerjavi z otrokom. Tudi z enim povprečnim Špartancem. Ne z največjim med njim. Kaj je značilno za njih? En duh svobode, poguma, nenavezanosti na stvari, dostojanstvo, največji del svoje zgodovine, ne pa skozi celotno zgodovino Šparte kot demokratične države. Evo, glede, jaz bi takoj začel, nekaj prvi del bomo govorili malo o Šparti, Špartancih, kaj je tisto, kar je naredilo Šparto pravzaprav veliko. Glede, v enem obdobju 300 let niso izgubili nobenega boja. A sko so bili na bojiščih? Ne bomo tukaj poveličevali bojevništvo oziroma boj z drugimi ljudstvi, z drugimi mesti. Ker sovražniki oziroma nasprotniki in prijatelji enako so jih cenili. V boju nikoli niso preganjali svojega sovražnika. Pravzaprav pravi Špartanci niso imeli sovražnike, imeli so nasprotnike. To je razlika. Velika razlika. Zdaj, ko se časno boriš, ampak to ni tvoj sovražnik. Je pa nasprotnik. Evo, in bomo začeli pravzaprav tukaj, takoj z enim dogodkom. Leta 84. pred našim štetjem, mogoče samo da vidite, kje je približno bila Šparta. Evo, vidite, Šparta, tukaj Atene. Gore vidimo Atene, tukaj vidimo Šparta je tako. In pravzaprav Šparta je ime samo dano mesto. A ko rečemo, mislimo na Špartance kot celoto, govorimo o Lakedemoniji, država kot država, dajmo tako reči. S tem, da mi ponavadi smo najbolj znamo od Šparta in Špartanci. Ampak, na primer, na ščiti boste videli, ta ščit vam da od Lakedemonija. Tisti, ki pripadajo temu ljudstvu. Evo, leta 480. So se zbrala velika perzijska sila, velika vojska, velika moč, ki je hotela nekako podjarmiti vsa grška mesta. V Mali Aziji, pa tudi v Grčiji, vse. Pravi Herod, da so zbrali največjo vojsko do takrat v zgodovini človeštva. On govori o številkah 2 milijona vojščakov, čeprav je to malo mogoče pretirano, ampak vsaj 400-500 tisoč jih je bilo. In pravi, ta osvajalski pohod v Evropo, če bi mu takrat uspelo, pa je svet, zgodovina zahodnega sveta bi bila popolnoma drugačna. Ne bi bilo grške kulture, perzijska bi prevladala, verjetno. Kdo ve, kako bi se razvijal potem, kaj bi se zgodilo, kaj bi bilo z Rimom, kako bi se razvijala Evropa, kako bi se razvilo krščanstvo. Verjetno bi totalno druga religija, drugi pogledi na življenje. Tako da, če bi uspelo takrat Perzijcem, zgodovina cele Evrope bi bila drugačna. Pazite, to ogromno vojsko so dočakali, ne, grška mesta so bila tako razdrobljena, pravzaprav. Ko govorimo o grški državi, nikoli ne moremo govoriti v tem času o grški državi. Vse do Aleksandra Makedonskega. To so bila mesta, posamezna mesta, z okolnim področjem, ko je bila ena država, mesto država. Tako je Šparta tudi z okolico bila ena država. Evo. In med sabo so se skozi borile te majhne državice. Skozi. Tako da Grki niso bili združeni.
Zdaj se pojavila nevarnost, ogromna nevarnost, da povozi cel grški svet. In tukaj se je pokazal zdaj špartanski duh. To vam govorim zaradi tega, da skozi en primer bomo videli, kaj je to soočenje s strahom. Katere so to vrednote, ki so bile značilne za Špartance. Evo. No, to pomeni, bilo je potrebno se zoperstaviti tej ogromni špartanski vojski. Prvi in tisti, ki so odločno bili za to, da se zoperstavijo, so bili Špartanci. Mesta grška so naredili eno zvezo. Zveza mest, ampak ni bilo organizirane vojske, organiziranega upora in pravzaprav zavezniške enote so zbrale komaj 4000 vojšak. 4000. Proti, dajmo reči, minimalno 400 do 500 tisoč vojsk. To pomeni 100krat večja vojska od te, ki se je zbrala in še neurejena, nepovezana vojska. Evo, potem, kaj se je zgodilo, da so morali v eni Soteski, Termopile, se izklicati Perzijci, da bi osvojili Grčijo. Morali so skozi eno osko grlo, da tako rečem, skozi eno Sotesko in tukaj se je zoperstavilo tej ogromni vojski komaj 300 Špartancev. 300 Špartancev, ki so odločili, da bi obranili predvsem svojega vlastnega življenja udor Perzijcev v Grčijo. Vojska, Špartanci so razpustili zaveznike, rekli so, naj grejo vsi domov, naj se organizirajo, naj se zberejo, naj organizirajo upor, da bi oni sami poskrbeli, da zadržijo perzijsko vojsko za dosti časa, da se nekako povežejo grška mesta, grška vojska, da jim daje pogum. 7 dni so uspevali in zadržali perzijsko vojsko. 300 vojščakov, 300 Špartancev. Pravi, da so tisoče in tisoče Perzijcev v tej Soteski umrle, padli. Vse in da bi lahko še veliko več časa izdržali, če ne bi bilo izdaje. En kmet je pokazal Perzijcem, kako se lahko z druge strani pride po drugih gorskih poteh, da so jim prišli za hrbtom in da so jih na koncu pokončali. Evo, ampak kaj je bilo to? Ta moč teh Špartancev, da so tako normalno šli v boj, da so čutili eno čast, eno dostojanstvo, brez strahu. Ali je to bilo samo to, da so vadili celo življenje boj, ali so bile druge vrednote. Mi imamo danes tudi vojščake, ki so celo življenje vojske. Ampak kaj? In stradajo, in se boji umreti, in ponavadi ni enih ciljev višjih, za katere bi umrli. Pogosto umrejo razočarani, pogosto umrejo v strahu, trepetajo po svojem vlastnem življenju. Bomo videli, kaj je to bilo pri Špartancih. Evo, tukaj 7 dni so zadrževali so nasprotnika, v tem času so se Atene in druga mesta pobrale, organizirale, zapustila so glavna mesta in to je omogočilo, ta prvoten udarec, ustavljanje perzijske vojske je omogočilo Grkom, da se povežejo, da se zavedajo nevarnosti in da se organizirajo. Evo. Tako da je malo kasneje so organizirali tudi Grki svojo mornarico, potokli so mornarico perzijsko pri Salamini, potem so tudi kopensko vojsko, s kopensko vojsko so vlekli in zavlačevali perzijsko vojsko od mesta do mesta in na koncu, ko so prišli na en teren, ki je bil ugoden za Grke, so se dali boj in premagali Perzijce. In pravzaprav
ta perzijska vojna se je končala s ogromnim en pohod, ena želja, da se osvoji pravzaprav takratni svet perzijski se je končal. In Grki so nekako se takrat povezali. Na čelu te zveze so bile Atene, ki so to izkoristile takrat. Potem imamo razcvet na vseh poljih. Šparta je bila urejena, ampak druga grška mesta niso bila toliko urejena. Imamo razcvet umetnosti, politike, kulture, filozofije na vseh področjih in pravzaprav razcvet grških mest, predvsem Aten. Kaj dali so junaški zgled? Volili so upanje ljudi. Špartanci niso živeli samo zase. Živeli so za svoje ljudstvo, za državo. Ampak popolnoma svobodno so dali to življenje. Vse, kar so počeli, je bila skrb za državo. Tako da se lahko vprašamo, kdo so bili ti heroji. Bili so pripravljeni opraviti svojo dolžnost brez tega, da jih prisilijo. Nihče jih ni silil v to. Veselo. Glavni bog, Gelos, ne glavni, ampak eden med bogovi je bil Gelos. Eden medved, ki nikoli ne najdete, nikjer drugje ne najdete tega boga, samo pri Špartancih in kasneje v Rimu. To je bil bog smeha, bog veselja, radosti. Pravi, on jih je vedno spremljal. Enostavnost življenja, odnos enostaven do življenja in do smrti. Ne zateženo, ne strah, ne niti to brez, da človek samo gre v boj, v bitko samo, da ne misli, da ne čuti nič. Mora imeti popolno kontrolo nad sabo, popolno zavestno je polagal svoje življenje za dobro drugih. Glejte, kdo se med nami ne boji smrti? Kdo? Verjetno vsi se bojimo. Ker ne poznamo. Kaj je smrt? Če je smrt samo smrt fizičnega telesa, potem nas ne bo. Nijemo se, če se bati, kako pravi Sokrat, ker potem nas ne bo in ne bo nihče, ne bo čutil nobene trpljenja, bolečine, ne bo smo se zavedali tega sveta, ampak nas ne bo. Bo ena velika tema. Če je nekaj po smrti, in to je tisto, kar grška filozofija raziskuje in kaj je tudi po Špartancih. Če je, potem moramo se vprašati, kako živeti, da bi tudi nadaljevali eno časno, plemenito življenje tudi po smrti. Pravi, niso se podredili nobenemu človeku, niti svojemu kralju. Ampak zakon. Zakone, katere so spoštovali. Špartanske zakone. Njim so se pokorili, ker so bili za vse. Za dobro cele Šparte. In lahko bi rekli, da so za nas zgled oblasti duha nad telesom. Da lahko gremo vedro, da se zavedamo, da bomo umrli danes. Da vedro lahko gremo opraviti to zadnjo nalogo. Brez da težimo drugim in sebi. Brez da veliko jamramo, tarnamo in tako naprej. Da zavedamo se, da bomo časno opravili svojo tukaj življenjsko nalogo. Danes, ko se raziskujejo Špartanci, nekako ponavadi so to bolj zgodovinske, znanstvene raziskave, ene ponavadi dolgočasne, vrstijo se samo podatki, ampak nas ne zanimajo podatki, ampak duh, zaradi česa. Ker iz tega duha špartanskega se mi danes lahko naučimo nekaj. Rabimo malo špartanskega duha, da bi vedeli, kako se sooči s vsemi izzivi tega življenja. Kaj ne naredimo svojim življenjem? Ali bomo strahopetci,
Mi lahko rečemo, ja, ne bojim se ničesar. Ampak se bojim mogoče šefu povedati tisto, kar mislim, da mu sledi, je tako. Nimam svojega mišljenja, ali če ga imam, se ga bojim javno izraziti. Bojim se družbenih odnosov. Bojim se enih stvari, ki so toliko pomembne v našem življenju. Bojim se odpreti. Bojim se biti svoboden. Bojim se drugače misliti kot ostali. Evo, zdaj mogoče, da vidimo, kdo je zaslužen pravzaprav za ta špartanski duh. Pravzaprav glavni krivec je ta človek tukaj sliko, imamo kot naj bi bil Likurg. Šparta je nekoč bila majhno mestece in vsako malo bi jih kako drugo mesto premagali. Redko kdaj so prišli kot zmagovalci iz boja. In tukaj vse do Likurga, evo, ki se je rodil v 8. stoletju pred našim štetjem, točno 776. leta pred našim štetjem. Bil je pravzaprav iz kraljevske družine. Njegov brat bi moral postati kralj, oziroma je bil kralj. To, da njegov brat je umrl, žena njegova pa je ostala noseča. To pomeni, da bi Likurg moral prevzeti prestol. In tukaj se vidi že njegova veličina, plemenitost. Kaj bi v teh časih normalno navedel nekdo, ki zdaj pride na prestol? Zdaj bil se bi možnega tekmeca, tako. To, da kaj je naredil Likurg, da ne bi prišlo do zmede v državi. In to postaje kralj, ampak samo začasno, dokler ne rodi žena njegovega brata, je tako, dokler ne rodi naslednika. In potem je zahteval, da Špartanci prisežejo, da bo ščitili svojim življenjem mladega naslednika. Sam se je odpovedal prestolu in je odšel v svet, da je zagotovil varnost, stabilnost, postavil je državo izpred sebe, izpred svojih zahtev, izpred svoje volje, želja. In je postal tako zgled. Glejte, zaradi česa je to pomembno toliko, za Špartance in za ostale grške filozofe izredno pomembno. Ne besede, ne kaj boš govoril lepo ali filozofiral, ampak zgled. To pomeni, da živiš tako. Če daš temelje, gradiš nekaj, moraš na čvrstih temeljih, na primeru, zgledu, osebnem, vložiti svoje življenje v temelje družbe. Evo, potem potuje okoli, hoče je raziskati, hoče je pomagati svojemu ljudstvu, raziskati vse zakone, vse sisteme, da bi kasneje se vrnil nazaj in da bi ene dobre zakone podal Šparti. Pravi, ko se je po dolgih letih vrnil nazaj, so ga spet meščani hoteli za kralja. On noče, ampak piše zakone. In te zakone odnesel v Delsko preročišče. Postavil in vprašal Pitijo v Delfi, kaj naj, ali je to dobro. In Pitje je, dajmo tako reči, delski bog Apollon je požegnal, da so zakoni dobri. In potem se je vrnil nazaj, podal zakone Špartancem in je rekel, da zdaj pa on gre, da bo se vrnil, ampak da ubogajo in spoštujejo te zakone, da smo prisegli, dokler se on ne vrnil. Ko so prisegli, je odšel in se ni vrnil. Tako da, dokler se ne vrne, da se držijo teh zakonov. Ti zakoni znani so kot Likurgovi nenapisani zakoni, velika retra, kako ji rečejo. Zakaj niso napisani, zapisani? Pravi, ni tega kamena.
ki bi lahko bil večen. Če se ne vtisne v srce vsakega Špartanca, potem to niso dobri in pravi zakon. Najprej jih je treba vtisniti v srce in tukaj se nosi. In pravi, lahko jih razume samo tisti, ki jih živi. Špartanci niso okoli govorili, kaj so in kakšni so ti zakoni. Tako da mi pravzaprav danes niti ne vemo, nekaj malega vemo. Kaj je velika red, kaj so to veliki zakoni. Evo, Desko prvačišče potrebilo velikove zakone. Mora biti do ljudeh in ne v dokumentih. Teh zakonov je zelo malo. Zaradi česa? Pravi, ko vzgojiš človeka, ko formiraš, oblikuješ človeka, on ne potrebuje veliko zakona, ker jih nosi v sebi. Ne potrebuje pravila. Čim več pravil, tem bolj se izgublja notranja moč, tem se bolj izgubljajo odnosi, povezave med ljudmi. Potrebno biti plemenito bitje, močno bitje, ki nosi zakone v sebi. Glejte, lahko to primerjamo z današnjo situacijo, zaradi tega tudi je predavanje, da malo se naučimo nekaj. Mi danes iz dneva v dan sprejemamo nove zakone, tako. Dobra vlada se računamo, da je dobra, če več zakonov je prinesla, potrdila je tako. Ne vem, enkrat sem bral, pravi, ta vlada je zelo neuspešna, ker je za razliko od pretekle vlade, je samo manj kot polovico zakonov je prinesla kot pretekla vlada. Ali to se meri v tem, koliko zakonov mi damo ljudem, koliko pravil in omejitev. Evo, tako da jih niso odkrivali tujce. Zakoni se živijo. To je bilo nekako zasidrano od otroštva. Tako na čelu Šparte so bili zakoni, ne celo kralj. Nikoli en Špartanec ni pokleknil, ne pred svojim kraljem, pred nobenim drugim človekom. Nobenemu se ne klanja. Nobenemu. Niti svojemu kralju. Evo. In ti zakoni oblikuje način življenja. Zamislite, da imamo državo, ki ima častne, dobre, poštene zakone, enostavne zakone, dostojanstvene, in da se te zakone, da se trudimo spoštovati. Nobenega človeka, nobenega ne sledimo, ampak poskušamo se povezati in živeti te zakone. Evo, Evropska pitja naj bi potrdila, da so zakoni dobri, oziroma bo Apollon. Tako da imamo, to je bitko pri Termopila, ko je Kserks poslal to ogromno vojsko. To sem dal, zapisal minimum 200,000, najmanjši, ker sem v literaturi našel 200,000, pa do 2 milijona, tako pravi heroj. Evo. Na čelu vojske je bil kralj Leonidas in njegovih 300 izbranih Špartancev pri Termopila, pravzaprav ena oska soteska, skozi katero so morali Perzijci in so jih dočakali vrste Špartancev, rdečimi plašči, taki ščiti. Z druge strani so bili izurjeni perzijski vojščaki, predvsem elitne enote, lahko bi rekli specialci, Kserksovi nesmrtni. Njih je šele na koncu pošiljal perzijski kralj v boj, ko več ni bilo drugega izhoda in pravi, morali celo te nesmrtne je moral poslati na Špartance, drugače ne bi mogli odpora zlomiti. Evo, tako da imamo bitko pri Termopila, ki je pravzaprav totalno preusmerila tok zgodovine. To smo rekli, da so premagali potem Perzijce leta 479. Ne bomo se veliko zadrževali. Leonidas, danes kip Leonidi in njegovi Špartanci. Ko so bili že obkoljeni, samo nekaj Špartancev je ostalo in ko je Kserks zahteval, naj položijo orožje,
je Leonida je rekel znameniti stavek. Veste, bili so urjeni tako, da s čim manj besed povejo bistveno. Položite orožje, Leonida se samo rekel, Kserksu poslal. Tukaj ta molon labe, pridi in vzami. Seveda, če si upaš, pridi in vzami. Nikoli ga ne bomo položili, nikoli se ne bomo dali. Pridi in vzemi. Kasneje, to je na spomeniku pri Termopilah, 30 Špartancem. Pojdi, mimoidoči, in pripoveduj Šparti, da padli smo v izpolnjevanju njenih zakonov. Zakonu ne služiti svojemu kraju, služiti zakonu. Evo, malo bi samo na hitro, zgodovinsko, kako je bila organizirana Šparta, tako da vidimo, kakšni so bili odnosi, ker pravzaprav tudi Platon je svojo republiko napisal dobrim delom po vzgledu na Šparto. Čeprav v takratnem času, ko je Platon bil živ, je Šparta bila že v obdobju dekadence. Evo, Šparto so vodila vedno dva kralja, ne eden, ampak dva. S tem, da v vojsko vedno je bil samo eden. Nista smela dva voditi vojske zaradi tega, ker se je enkrat zgodilo, da sta dva kralja, ko sta vodila vojsko, da sta dala različne ukaze in zaradi tega je došlo do težkih in drugih posledic. Evo, dva kralja, ki so na čelu, ampak ta kralj nima absolutne oblasti. Potem imamo svet starešin, Geruzija, Apela, skupščina, pa 5 eforov, nadzorniki, to bomo malo kasneje. Evo, dva kralja, vedno je imela dva kralja, en je ponavadi bil zadolžen za sveto, drugi za vojno. Ampak če bi eden padel, potem bi drugi prevzel, spet vojno. Tam ni bilo v Šparti, ni bilo svečenikov. Ni bilo svečenikov. Da odnos do bogov, a Špartanci so bili izredno pobožni, da tako rečem. Čisto pobožni, ne častili, da so častili bogove. Pravi, da so čutili božansko prisotnost, rekli so, niso ni zahtevali bogov in pravi, da tisto, če jim bogovi dajo, da jim dajo v meri, v kateri so pravični, v kateri so častni. Da jim bogovi, ki tako in tako dajo po pravici, pravi, ne zahtevajo od njih nič več, kot jim pripada. Da jim dajo samo tisto, kar jim pripada. Razumete? Nikoli niso prosili, molili bogove. O, reši me, grem zdaj v boj, pazi name, ali karkoli tako. Samo da pazi, da ne daje mi, da se pregrešim, da bi šel skozi svojo čast, da bi izgubil svojo čast. Evo. Vedno sta bili z dveh družinah. Drugo je bila Geruzija. To so bili samo modri, častni ljudje. Izbrani so enkrat, ko so imeli več kot 60 let. Mladi niso mogli biti v Geruziji manj kot 60 let. Zaradi česa? Ker nimajo izkušenj. Mladi imajo veliko idej, ki so lahko zelo dobre, odlične, lahko so izredno pogumni. Ampak manjka izkušnje, manjka modrost pravzaprav. Oni so lahko vzeli absolutno oblast kralju in razglasili drugega kralja. Lahko. Evo, to je bilo tudi vse skupaj 30 članov, 28 meščanov, plus 2 kralja. To je bila Geruzija. In potem je Apela, dajmo reči, polnopravni državljani. Kaj pomeni polnoprav državljana? Glejte, tukaj bilo je, ko rečemo Špartanci, oziroma mislim na Špartijate, to je bila ena, dajmo tako reči, bila je razdeljena družba na 4 dela oziroma na 3. Eden med temi so bili Špartijati. Njih je bilo 9 do 10 tisoč, ne več, oziroma z družinami,
vse skupaj okoli 30 000, če vzamemo žena pa otroke, ampak moških odraslih 9 do 10 000. Evo. In oni so bili samo, so lahko sestavili apel, obili apel, samo če si imel več kot 30 let. Ne mladi. Niso mladi odločali, niso imeli pravice glasu. Ne zaradi tega, ker so bili, ker niso spoštovali mladost. Ampak morali so si nabrati izkušnje, potrditi življenjem tisto, kar smo mislili in čutili. Evo, oni so izbirali državne uradnike, EFOR-je, Geron, to bom zdaj povedal. Evo, in to je bila drugače skupščina, da tako reči, bil najvišji organ oblasti. Oni so vladali pravzaprav apela, skupščina, tako bi rekli, tisti narod, ki je imel pravice meščanske. Oni niso imeli pravico dajanja predlogov, samo starešine. Ampak starešine dal predlog, ni pa mogel potrditi tega predloga, če ga apela ni potrdila. Razumete? Zamislite, da imate, evo, kot naš parlament, samo zelo velik, širok parlament. Zelo širok parlament, zamislite 10 000 ljudi, politiki pa imajo, ali vlada ima samo pravico da predlog, ampak potem parlament potrdi ta predlog, da se lahko izpelje. Parlament ne more dajati predloge, on samo potrdi, ali je dobro, pa slabo. S tem, da je vsak moral imeti svoje mišljenje. Ne, ni bilo tajnega glasovanja, veste, ni bilo skrivanja. Jasno vsi, moraš pogumno poveš svoje mišljenje. Kaj mi danes ponovadi se skrivamo, tajno, je tako, damo škatle, da ne bi videli, kaj in kako mislimo. Tega pri Špartancih ni bilo. Če imaš mišljenje, potem je tukaj, ga poveš. Nimaš kaj skrivati. Ne gledaš, ni bilo političnih igric. Za koga bom, kaj bi bilo boljše? Imel si svoje mišljenje in si ga moral držati in spoštovati. Evo. Veliko je takih detajlov, ki bi nam lahko pomagali v našem današnjem svetu, da vidimo, da je lahko družba tudi drugače funkcionirala kot današnja. Mi rečemo, da je bila primitivna. V današnjem času, ko pravzaprav v našem času kaosa, predvsem moralnega, ko ljudje, otroci, nimajo ene vizije, smisla življenja, nimajo enega poguma, nimajo ene svobode, nimamo. Lahko se posmehujemo Špartancima. Ampak zamislite enega svobodnega človeka, ki ima svoje mišljenje, ki javno izraža svoje mišljenje, ne boji se ničesar, ki to zna povedati zelo enostavno. V šolah, v svojih šolah, ko so se šolali, ko so se pripravljali, vzgoje in izobraževanje, vadili so retoriko. Ampak kakšna je bila retorika? Povedati bistvo, s čim manj besed. Ne govoriti veliko okol na okol, nikoli prazne besede. Samo, da je v parih besedah povedano bistvo. Evo, EFOR-ji so bili pa nadzorniki, 5 nadzornikov. In so izbirali letno, da to telo je lahko tudi kralja obsodilo in ga zamenjalo, tudi če so videli, da ne bi deloval v skladu s špartanskimi zakoni. In to je bilo enkrat na leto, je nova garnitura teh nadzornikov, da imamo tako reči. Vidimo, da ni bilo absolutne oblasti. Bili so zakoni, katere so sledili. Evo, družba, to so bili geronti, to so bili tisti, ki so vodili tistih 28 oziroma 30 zakonodajalci. Drugo so bili špartijati, bojevniki, periodiki, to so bili svobodnjaki, trgovci predvsem, in heloti, prevajali kot državni služni. Ampak v tem obdobju
enega časno obdobju Šparte, skoraj 400 let, ni bilo služenje v takem pomenu, kot jih mi zamišljamo. Bolj, dajmo tako reči, so bili in kmetje in kaj imamo v srednjem veku? Imamo to je čisto etniska kasna razdelitev. Plato nova, isto, zlati, srebrni, brunasti, železni ljudje. Da, isto, lahko bi rekli sem, da tukaj je bilo, verujem, so bile samo 30 jih je bilo, je tako. Evo, niso bili sužnji, ampak bolj kmetje. Delovna sila. Mislim, delovna sila, mi gledajte, kaj mi mislimo po delovno silo? Nekoga, katerega izkoriščamo, je tako. Špartijati niso imeli pravzaprav velikega bogatstva. Niso živeli za bogatstvo. Čim manj. Fizične zadeve, v katerih so uživali, je bilo toliko malo. Tako da vsi ostali so imeli veliko več, kot so imeli sami špartijati. Razumete? Zelo enostavno življenje, skozi eno disciplino. Vina sploh niso pili. Špartijati ne. Ampak je bilo vsem ostalim, je bilo, oziroma periodiki pa heloti so lahko pili vino. Da so se prežirali, da so normalno jedli, to se je lahko zgodilo. Pravim, svobodnjaki, to jim je bilo dovoljeno. Ni bilo zakon, ni bilo prepovedi tako. Ampak en špartanec tega ni počel. Nikoli se ni prejedel. Pravi, špartanci niso nikoli začeli nobeno jed. Vsako jed so začeli z eno začimbo. Vedno, vsako. Špartanska začimba. Brez tega niso počeli, niso pojedli nobene jedi. Mogoče veste, katera je to. Kaj? Ena, ki izboljša vsako jed. In ne začnete nobeno brez sol. Špartanska začimba je lakota. Nikoli ne začneš jesti brez lakote. Nikoli pravi špartanci niste videli, da bi se do konca najedel. Špartanska začimba in tega nam manjka pogosto malo je tako. S tem je vsaka jed je dobra. Evo. A so bili špartijati drugačne polti, kakor heloti? Kaj? Če so bili špartijati drugačne polti, kakor heloti? Imamo kaj, gledajte, špartijati, lahko rečemo eno med dorskimi plemeni, ampak ne bi zdaj v zgodovino šel in da ne grem preveč na strano, ker nimamo veliko časa za take še dodatne stvari, lahko na koncu samo vprašanja pa odgovor. Evo, špartijati, kaj so? Pravi, tisti, ki so enaki bili. Vsi so bili enaki, oni so imeli pravice, meščanske in politične. Ostali niso imeli. Evo, svobodnjaki, ti periodiki, državni oziroma heloti, niso imeli pravice upravljanja z državo. Glejte, pravzaprav, niti mi imamo veliko pravice upravljanja z državo. Kaj lahko? Volimo enkrat vsak 4 leta, tako? Kaj še? Lahko se malo bunimo, ampak pravzaprav bistveno ne upravljamo s tem. Če država bi bila dobro vodena, jaz upravljam svoje delo. Častno in pošteno. Vse špartijati so omogočili eno mirno življenje. Pa ste 300 let tuja vojska ni špartansko ozemlje stopila. Ljudje so lahko mirno živeli. Razumete? Zamislite, da imate družino, da imate svojo, da imate zemljo, ki jo obdelujete, nekaj je šlo za državi in da ste lahko normalno mirno živeli. Kaj navaden človek rabi? Rabi, da ima eno dobro urejeno mirno življenje. No, evo, dobro. In pravzaprav špartijati so imeli vsi pravice, enakost
in enako so bili enakopravni. To je eunomija, se reče temu pojmu. Vsak špartijat je bil raven drugemu, tudi kralju. Vsi so bili enaki, nobenemu se ne klanjamo. To je moj, da tako rečem, brat in enostavno. Ima svoje dostojanstvo, ampak ga imam jaz tudi. Tudi niso, zaradi tega niso svobodnjake oziroma periodike pa helote gledali kot na nižja bitja. Niso jih zanikali. Šele kasneje, ko je degradacija in dekadencija Šparte bila, so se, dajmo reči, nekateri med njimi so se našli nad heloti in tako naprej. Ampak ne v tem obdobju špartanske slave in veličine. Bila bi sramota, da se boriš z nekom, ki je slabši od tebe, ki ni pripravljen, ti se celo življenje boriš. Bilo bi sramota, tudi če te žalijo, da ti nimaš kontrole nad sabo, da se prepustiš besu, da te žaljivke prizadanejo. Tako da lahko so tudi, ampak pravi, spoštovali so jih tudi periodiki in heloti. Ni bilo tako razslojena družba. Evo. Periodiki, trgovci, obrtniki, njih je bilo kot 30,000 svobodni, niso imeli političnih pravic. Dobro, bili so tudi poljedelci, obrtniki in tako naprej. Veliko več blagostanje so imeli kot špartijati. Špartijati so bolj asketsko življenje imeli. Vladali so, ampak asketsko življenje. Ne potrebuje veliko tega. Tudi denarja niso dovolili, razen železnega, ki ni veljal nikjer drugje, samo v Šparti, veste. Kos železa nikjer drugje nič ne velja. Samo doma je veljal. Niso mogli iti v Atene pa plačati in kupiti nekaj za ta denar. Enostavno, da niso odvisni od materialnih sredstev. Ja. Dobro. Tako da, bila je prepoved uporabe. Zdaj, jaz bom to malo zdaj preskočil. Mi bomo šli pravzaprav na špartansko vzgojo, ampak najprej bi povedal nekaj o vlogi ženske v Šparti. V ostalih grških mestih ženska ni imela enake vloge, kot je imel moški. Pravzaprav, v Atenah, na primer, bila je zaprta bolj v hišo, ni dobila izobraževanja, takega kot je moški. Dobila je nekaj malo, tisto, kaj se je učila doma, kaj je mati naučila, ali malo etikete, malo teh hišnih opravkov, in to je bilo vse. Moški so bili deležni izobrazbe, to, da pri Špartanci je enako pomembna ženska in moški. Šparta ni bila moška taka mačo država, da tako rečem, mačo družba. Enako pomembna ženska kot moški. Pravijo celo, da so ženske vodile Šparto, ženski duh. Pravi, Šparta ni propadla, dokler ženski duh ni pokleknil, dokler se ni zlomil. Do takrat je Šparta bila živa in močna. Da Šparta je odvisna od žensk, zaradi tega tudi ima žensko ime. Vsi poznamo Šparta, Špartanci, redko kdaj Lakedemonija. Evo. Tako da ženska je imela veliko večje pravice, bila je svobodna, absolutno. Dobila je izobraževanje, enako se je kot otroci, kot fanti, se je urila, učila, dobila je izobraževanje, ukvarjala se športom. Pravijo, zaradi tega ste videli, kjerkoli se je pojavila špartanska ženska, takoj ste jo poznali. Videli ste eno dostojanstveno žensko, svobodno žensko, veliko bolj svobodno oblečene, kot so bile druge. Pravi, imeli so ponavadi do kolena, so imele kratke prave, ko so druge bile vse do tal.
svobodno so hodile, svobodno misleče, niso bile odvisne od svojih možev. Govorile so, kaj so mislile, niste jim mogli do živega. Duh ta. Pravi, ni bilo, noben Špartanec ni bilo nasilja v družini. Zaradi česa? To je bilo najprej sramota z enega Špartanca. Drugo, žena, ki je bila, njegova žena je bila tako vzgojena v enem duhu, močnemu duhu. Tako da vedno je za glavne stvari je en Špartanec je vprašal svojo ženo, kaj in kako, vedno so se posvetovala, bi se oba za pomembne stvari. Šparta temelji na moškem in na ženskem principu. Navzven mogoče deluje tako kot mačo družba. Ampak ne. Evo, tako da ženske so tudi imele tekmovanje, to je za druge grške ženske bilo skoraj nemogoče, da sodeluje v tekmovanjih, da se javno tekmuje. Evo, špartanski zakoni so dali enako pravico moškim in ženskam. Če je podedovanje družinskega premoženja je šlo prek ženske linije, ne prek moške. Vdova je dobila vse, kar je bilo od moža. Ponavadi v drugih mestih ni bilo tako. Evo. Tako da pravijo, da so v Šparti ženske vladale moškim. In tega se Špartanci niso niti sramovali. In prav Leonidas, ki je bil kralj, je ena zgodba, pravi, ko je rekel svoji ženi, pravi, naš sin, pazi se, ker je bil sin otrok, veste, majhen, skoraj, in je že manipuliral svojo materjo, pravi, on upravlja s tabo, pravi, ti upravljaš z mano, pazi, da ta mali otrok, a jaz upravljam Šparto, pravi, da ta mali otrok ne bo najmočnejše bitje v državi. Ker pravi, mali upravlja z materjo svojo, mater z njim, svojim možem, da niso se sramili tega, veste, povedali. Enostavno, ko je odnos jasen, otvoren, odprt. Evo, niso pa imeli Šparte, niso veliko posvetile pozornosti umetnosti, okraševanju. Ker ni toliko bilo pomembno. Enostavnost duha, skromnost, ni velike arhitekture, ni velike umetnosti. Je pa filozofija in religija. Ta umetnost, ampak na en drugačen način. Ne toliko zunanji izraz, koliko poezija, koliko govorništvo, koliko lepota občudovanje narave. Ne pa to, da bi se en Špartanc, da bi se posvetil umetniškem izrazu. Rekli smo, da so bili izredno religiozni. Evo, pravi Pausania piše, zgodovinar, politik, da je v Šparti bil veliko število templjev, ampak enostavni templji, ne okrašeni, ne bogati. Imeli so iste bogove kot Grki, razen neke posebnosti. Eden od njih je bil tudi bog smeha, kaj smo rekli. In predvsem so častili ženske boginje. Boginjo ljubezni, Venero, ampak ne fizične ljubezni. Venero, Apolona, da, Zeusa in Ateno, boginjo modrosti. Pravzaprav je Atena je bila najbolj spoštovana. Kaj je Atena? Kot boginja. Boginja česa? Bojevništva in modrosti. Skozi bojevništvo doseči modrost. Ne toliko bojevništvo z drugim. Tudi pravi, za Špartance je bila glavna zmaga, če je bilo tudi na bojnem polju, največja zmaga brez kaplje krvi. A največja od vseh zmag je to, da si gospodar sebi, da premagaš samega sebe. Evo, zdaj mogoče
agoga ali špartanska vzgoja, to je bil temelj države. In pravzaprav, kdaj imamo razcvet grških mest? Ko imamo dobro utemeljene sisteme izobraževanja in vzgoje. Ko imamo v državah, pravim, zgrajen sistem dober izobraževanja in vzgoje, takrat so razcvetela grška mesta. In to bi nam lahko se veliko naučili iz tega. To je omogočilo razcvet in Teban, in Atenam, in Šparti. Šparte šele, ko so začele, od samega začetka z Likurgom, so formirale sistem izobraževanja in vzgoje. In to je omogočilo njihov razcvet, ker to ne da izobraževanje so informacije. To je formiranje človeka, formiranje značaja, oblikovanje človeka. Tako pravi kasneje Cicero, kaj je kultura, biti kulturen, vzgojiti, oblikovati. Evo, najprej pravi, če vzgojitelji dobro ne delajo, to je pisal Platon kasneje, pravi, v stvari bo se generacija nevednežev, generacije nesramnih ljudi, ki bojo državo odpeljalo v prepad. Tako pravi Platon kasneje. Velik del svoje države je pisal tudi po zgledu na Šparto. Evo, kaj je dalo nekako sistem vrednot Špartancem? Prvo so bili misteriji. Nažalost, kaj je bilo v špartanskih misterijah, ne vemo veliko. Ampak vemo, da je bil tako imenovani iniciatski sistem. Da so bili poučevani mladeniči, da je bil odnos zelo pristan med učiteljem in učencem, da so se stvari, glavni del znanja, učenja prenašal po ustni poti. Z ust na uho. Pravi o nekaterih vidih, da so se tudi skozi posvetitve v njihove misterije mladi ljudje srečali tudi oči oči smrtjo. Enkrat, ko bi se to zgodilo, da bi videli realnost smrti, kaj je smrt in kaj je življenje. To, da o tem ne moremo veliko govoriti, ker to nikoli ni šlo ven, razen par aluzij, samo nekaj stvari, nekaj stavkov, kaj je zapisano o tem. Jo. Tako da znanje je prenešeno direktno, ni zapisov, ni špartanske filozofije, ni špartanske literature. Evo. In potem je gimnastika. Gimnastika je bila kaj? Oblikovanje telesa. Ampak dve stvari sta važne. Kaj oblikuje človek? Gimnastika pa muzika. Muzika ni glasba, muzika je to vse, kar je pod vplivom muz. 9 muz je tako. Poezije, ljubezenske poezije, muza, glasbe, epike, zgodovine, tragedije, muza resne glasbe, komedije, plesa in tako naprej. Vse so to vadili. To pomeni, ti veliki vojščaki vadili so, učili so se poezije, vadili so plese, morali so imeti in najti ta bolj nežen, ženski element v svoji vzgoji, dajmo tako reči. Morali so se naučiti filozofiji, retoriki, nastopanju. Evo, tako da bi zbudili te notranje vrednosti, tako da država je postavila sistem vzgoje otrok. Vsak špartijat je bil deležen, ko je imel otrok 7 let, pa do 13. leta je bil v šolskem sistemu. In se to lahko nadaljevalo še naprej. Skozi to so se učili otroci prenesti udarce življenja, tudi eni disciplini, samodisciplini, prenesti vse težave.
od velikih napornih vaj, marš pravzaprav, lahko rečem, kilometre in kilometre, potem, da so lahko prenesli lakoto, žejo, bolečino, da so lahko prenesli, in ne samo, da so prenesli, da so lahko smejali, da so lahko zafrkavali, da so lahko prenesli posmehovanje svojim tovarišev, čeprav nihče se nobenemu ni zlobno posmehoval, ker je ista usoda je čakala vsakega. Noben princ, ajmo reči princ od vladarskih družin, ni mu bilo prizaneseno. Enako je bil vzgajan, enako so zahteve bile, enaka disciplina. Evo. Tako da, tu vidimo, državni sistem od 17. leta, del Matlišča so bile po Šparti, to pomeni, da so bile na razpolago špartijakom za enake, vojaško bolj uredne. Lov, ples, petje, govorilne veščine, pesništvo, religija, branje. Zdrav duh v zdravem telesu, ni to je nasplošno grški moto. Mi rečemo danes moto olimpijskih iger, ampak kaj mi pogosto mislimo? Da moraš imeti zdravo telo, da bi duh bil zdrav. Toda to ni ideal bil v Grčiji. Ideal je bil imeti zdravo telo in zdrav duh. Ne, da je zdrav duh posledica zdravega telesa. Eno in drugo. Za telo rabiš gimnastiko, za duha rabiš pa muziko. Eno in drugo. In zaradi tega se oblikovalo, ni se delala samo gimnastika, pa potem, da bi to rodilo zdrav duh. Razumete, to je plus vmes. A ne puščica, da zdravo telo rodi zdravega duha. Ne vem, ali razumete razliko. Ja. To je precej važno, ker danes rečemo pogosto olimpijske igre, če so športniki, imajo zdravo telo, to je tudi zdrav duh. Pa vidimo, da šport ne ustreza pogosto temu. Da je športni odnosi, da so in taki viteški odnosi, ki bi morali biti značilni za športnike, plemeniti, dostojanstveni, da je pred tabo nasprotnik, a ne sovražnik, da smo pripravljeni pomagati, dostojanstveno prenesti in poraz in zmago, da je to daleč danes od ideala. Evo, dobro. Muze, 9 muz in bog Apolon, ki je muza Get, tisti, ki vodi muze in usmerja. Evo, spoznaj samega sebe, ni Sokratov moto samo, to je moto iz Delf, Glamu. En špartijat je delal na temu, mora biti vzgojen, da spozna sebe. Evo, pravijo, da je Špartan in Špartanci, da so potomci Herakleja, velikega heroja starodavne Grčije. Evo, in zdaj gremo na strah. Špartanci so poznali dve vrste strahu. Eno je Dainos. Tukaj vidimo na ščitu, kaj je Dainos. Strah je stanje psihe. Ne obstaja objektivno strah. Strah je samo del mene. Jaz ga lahko premagam kje? Samo v sebi. Nema veze, kakšna je zunanja situacija. Lahko je pred mano 1000 vojščakov. Ali se bojim? Ni odvisno od vojščakov, odvisno je od mene. Ali je strah koristen? Pravi da. Dainos je koristen. In Dainos je ta pravi strah, zaščitniški strah, ki mobilizira energijo, ustvarja napetost, da sem pripravljen takoj živo reagirati, delovati, pravi. To je strah, ki nas žene na previdnost. Vsakega človeka je strah. Vsakega. Pravi, če te ni strah, ali si, pravi, popolnoma ne človek, niti žival,
Vsaka žival se boji, še nižje od živali. Ali si pa Bog? Bogovi nismo, kaj si potem lahko? Če se ne bojiš, če Bog nisi, potem vemo, kaj si pravi. To so ljudje, ki so brez čustev popolnoma. Vsak človek mora čutiti. In ko je situacija težka, čuti strah. Ampak pravi, naj bo to dajmos. Ne pa druga vrsta in druga oblika strahu, fobos. Evo, pravi, ta strah nam pomaga, da izostrimo čutila, da usmerimo pozornost, da vstopimo v eno drugo stanje napetosti, pozornosti, ko smo pripravljeni na ustrezno delovanje. Ne sme nas prevzeti ta strah. On nam je na pomoč, da bi se soočili s situacijo. Evo, bati se je dobro. Pravi, zdaj, človek se boji, ampak je vprašanje, kaj je moje? Bojim se, ampak jaz izbiram, kako bom deloval. Zdaj, človek mora imeti moč, da bi izbral, kako bo deloval. Pravi, dajmos podpira pot poguma. Ni poguman človek tisti, ki gre v boj samo, ki bo izgubil življenje. To je drugi Bog v igri. Dajmos je tudi previden. Ne dati življenje kar tako za manj. Toda niti šparati ga za vsako ceno. Evo, tako dajmo se srce strahu pravi. Živo srce strahu. Toda ni strah, ki paralizira človeka. Pravi, zaradi tega potrebno se naučiti videti nevarnost, spoznati nevarnost. Kako? Soočati se z nevarnostjo. In pogosto vidimo, da pravzaprav se ne imamo česa bati. Mi pogosto ustvarimo strah pred sabo, postavimo, bojimo se situacije, ki jo ne poznamo, ki jo še nismo niti doživeli. Nečesa, kar smo si ustvarili sami v svojem umu. Evo. In zaradi tega pravi, opazuj strah, opazuj sebe, opazuj pojavo svojega strahu, prepoznaj strah in se nauči delovati. Strahu se posmehuj se. Ne gre za nič takega, kar bi uničilo človeka. Lahko gre za življenje, ampak življenje, fizično življenje je samo ena stran celega obstoja. Vsi moramo umreti. Vsi bomo umrli, tako? Kako bomo umrli? Življenje se nadaljuje za Špartancev. Odvisno, kako bomo živeli. Kakšno bo življenje drugo po smrti? Odvisno, kako smo živeli. In če smo strahopetno živeli v tem življenju, za njih tudi drugo življenje ne bo nič bolj drugače. Evo, tako da, strah pravi, moraš ga prepoznati in videti. Druga oblika strahu je fobos. Tak panični strah, katalepsis, ki te popolnoma hromi, paralizira. Ko si prepuščen zunanjim vplivom, tisti strah, ko se prepustiš zveri v sebi, takrat lahko se prepustiš, da zver prevzame kontrolo nad tabo. Lahko podivjaš, lahko pobiješ 20 nasprotnikov. Vse jih lahko pobiješ. Kaj bo se zgodilo? Če so videli Špartanci, da si izgubil kontrolo, da si podivjal, da te je prevzel popolnoma fobos, čeprav si ne vem kakšno zmago prinesel, kazen za to je bila smrt. Nikoli kontrole izgubi. Nikoli se divji zveri v sebi prepusti. Prevzel te je fobos. Ko nimaš več kontrole nad sabo, nimaš nobene discipline, samo discipline, pravi, ko je prekinjena povezava med svojo človeško identiteto in tvojim delovanjem. Ko deluje fobos skozi tebe, ne pa ti.
zver. Evo. In pravi, to pogosto pripelje do panike. Kaj je panika? Panika je popolna izguba kontrole zaradi strahu. Tisti, ki so imeli priložnost doživeti paniko, pravo paniko, ki je popolnoma nerealno, ki zagrabi ne enega, lahko zagrabi tudi večjo množico ljudi, vidi, da je popolnoma neutemeljena in nerealna. In vsi človeški elementi, da so poteptani takrat. Človek nič drugega ne vidi, ampak kako rešiti svoje življenje za ceno vseh ostalih. Panika je popolna izguba kontrole nad sabo. Evo, tako da je boj proti Fobosu. Zaradi tega pravi, moraš prepoznati, ločiti Daimosa in Fobosa. Kaj je Daimos, kaj je Fobos? Moraš biti na preži. In pravi, da to mladi ljudje se morajo naučiti, prepoznati in ga premagati. Potem lahko živiš mirno. Daimos je še vedno tvoj spremljevalec. Roko pod roko hodiš. Iz dneva v dan. Ne bojiš se življenja. Če je kaj takega, svočaš se. Fobos, Daimos je tisti tvoj pomagatelj. Tvoj, ne bi rekel angel, varuh, ampak ki ti pomaga, da se soočiš z izzivi življenja. Evo. In pravi, tisti, ki se ne nauči tega, bo se bal celo življenje. Skozi bodo prihajale situacije, ko ne bo imel kontrol nad sabo, ko bo ga Fobos premagal, ali ko bo upravljal z večjim delom njegovih izbir, odločitev. Evo. Tisto, kar mi danes vidimo, in ko so snimali filmi o Špartancih, in ko jih prikažejo tako divje, Špartanci v boju niso bili takšni. To je današnji pogled. Kontrola, red, disciplina. Nisi mogel delati kar tako v boju, ko je bila najhujša bitka, tisto, da bi rešil svoje življenje. Zaradi česa? Ali si se premaknil pol metra levo ali desno, od tega je bilo odvisno življenje tvojega prijatelja, tvojega brata, ki je bil zraven. Nisi mogel delati, nisi se smel prepustiti. Vsak, ki bi se prepustil, ali bi bil kaznovan, ali bi pa bil izključen iz Špartijata. Ni mogel biti. Zaradi česa? Če se borim, računam na tebe in na tebe, minimalno. Jaz bom dal, sem pripravljen dati svoje življenje za celoto, za ljudi, ki so bliske. Oslanjam se, zaupam, popolnoma zaupam. In tako naj on računa name, kot kako jaz računam na njega. Evo. Tako da, pravi, tisto, ko vidimo take divje scene, to je čisto nasprotno špartanskemu duhu. Evo, pravi, da so bilo pravilo, ko je šla vojska, vojščaki, pravilo, ščitom ali na njem. Vrnil si se ponosno, ščitom ali na njem, to pomeni, da se vrnil mrtev. Ščita niti za živ glavo nisi smel izgubiti. Tvoj ščit nikoli ni ostal na bojišču. Nikoli se nisi vračal v Šparto brez svojega ščita ali svojega orožja. Dobro. Ker pravi za njih smrt, pravi ni nič drugačna kot je življenje. Smrt po smrti je samo nadaljevanje. Samo ne s toliko težav, kot jih imamo tukaj. Evo. Tako da, pravi, enostavno, strah od življenja je najhujši strah, ki ga človek pozna. Posledica tega je tudi strah od smrti. Če se bojiš življenja, boš se smrti. Če se ne bojiš življenja, na ta način boš se tudi znebil strahu od smrti. Evo.
Tako da, tisti, ki se boji živeti, se bo bal tudi umreti. Nauči se živeti, nauči se, kaj je to življenje. Za Špartance življenje ni bilo samo telesno, fizično življenje. Je bil duh, ki je bil nesmrten in neuničljiv, ki je nadaljeval še naprej. Evo, zaradi tega pravi, spoznaj sebe, spoznaj, kaj si. Ne samo svoje telo, svoje pravo naravo. A telo in svoje strasti, svoje šibke točke nauči kontrolirati skozi disciplino. Evo, pravi, s tem lahko rasteš. Lahko se povzdigneš do bogov. To reče do bogov, misli do svojega božanskega stanja, zavedati se svoje nesmrtnosti. Evo, za Špartance ni bilo neuspeha. Tudi če mi ne bi uspelo, če bi naredil napako, pravi, imaš vedno možnost popraviti to napako, ampak moraš se zavedati, da si naredil napako. Ni definitivnega, končnega neuspeha. Neuspeh je, če ne popraviš tisto, kar je šlo slabo. Evo. In pravi, a neuspeh doživlja samo tisti, ki si ga želi. To je tudi zanimivo. Mi, podzavest naša, si želi, da ne bi uspeli, pravijo Špartanci. Ne bi rekli podzavest, niso uporabljali te besede podzavest. En del nas. Evo, tako da, pravi, moraš se soočati tudi s strahom od bolečine, fizične bolečine. Fizična bolečina ni nič v primerjavi s psihično bolečino. Tako da, za njih tudi, če trpinčenje ni nujno pomenilo, veste, travme. Naučiš se prenašati fizično bolečino. Nič takega. Veliko hujše je prenašati psihično bolečino. Evo. Zaradi tega je treba razvijati vrlino Andreja. To je pogum, neustrašnost. Enostavno prečitljenje. Evo, jaz bom vam mogoče pravijo, da so cela, kasneje v filozofiji, cela ena veda posvečena strahu. Fobologija, dajmo tako reči. Kako se soočiti s strahom, kako jo premagati, katere so vrste strahu. In pravzaprav, evo, da so 4 koraka soočanja in spopada strahu. Pravi, prvi korak je delovanje kljub strahu. Strah je dober. Strah nas mobilizira, iz pasivnosti postavi v stanje pripravljenosti, da zdaj reagiramo, da se soočimo s situacijo. Če se človek ne sooča s težkimi situacijami, z neznanimi situacijami in težavami, preizkušnjami, ne bo nikoli rasel, ne bo spoznaval, ne bo postal nikoli umno in zavestno biti. To pomeni, potrebujemo preizkušnje, potrebujemo težke situacije, skušnjave. Ampak je vprašanje, kako se postavimo v odnosu na to. Strah, dajmo mobilizirati našo energijo in se soočamo. To pomeni, čutimo strah, ampak delujemo. Prvi korak, pravi, je delovanje kljub strahu. Drugo korak je, oziroma korak, drugi pomemben element je sramota. Ne tako, kot mi danes doživljamo, ampak da te sram pred družino, pred očetom, pred materjo, pred svojimi otroci, da bi izdal državo, da bi izdal družino, da bi izdal sebe. Da bi naredil nekaj, kar ni plemenito. Da bi se prepustil fobosu. Sramota, da se prepustiš nižjim zvonom svoje lastne duše. Rajše bi umrl Špartanec, kot da bi zavrgel te vrednote, kot da bi jih pogazil. Enostavno. In tretja stopnja je pravi na delovanje na ta način oznotraj izpolni človeka z eno močjo, z eno svetlobo, kasneje so temu rekli Rimljani,
slava. Ne slava v tem, da nas ljudje poznajo, da smo slavni, ampak to je notranja moč, notranja svetloba, ki se rodi, ko naredimo eno plemenito dejanje, močno dejanje, ko se soočimo sabo, ko premagamo sebe. Veste, ko naredite nekaj popolnoma nesebičnega, plemenitega za drugega človeka, čutimo znotraj, kako raste nekaj, kako nas izpolni. Slava v tem smislu je nekaj edino, kar pravi nas naredi božanski. Nekaj, kar je edino dostojno svobodnega človeka. Ne slava, da nas drugi častijo. To je notranja moč, ki se širi. Evo. Tako da težnja po slavi, ampak ne po čaščenju drugih. En Špartanec si ne želi, da ga častijo, da se mu klanjajo, ker se on ne klanja nobenemu in to ne zahteva od nobenega drugega. Ampak da je močno, svobodno bitje, polno slave, te notranje moči, notranje svetlobe. Evo. In 4. stopnja je popolna oblast nad samim sabo. Da je vsako moje dejanje moja izbira, dejanje moje svobodne volje. To pomeni, to sem jaz izbral. Jaz stojim za tem, jaz sem odgovoren za svoje besede, za svoje dejanja popolnoma. Nihče mi drugi ni kriv za nobeno stvar v življenju. Sam. Nihče me ne šalje v smrt. Sam sem izbral. Noben ni silil nobenega, da gre v smrt. Da gre v vojno. Ampak, če ni šel, če je izbral, s čim se je soočil, to je bil, ajmo reči, ena sramota, ampak človeka, ki nima občutka za sramoto, tako nekako je vse ena. Tako. Špartance niste videli nikoli, da bi obrnili hrbet sovražniku. Tudi če so bili premagani, to je bilo zelo redko. Vedno je to bilo pogumno, soočali smo borili do konca. Jo. Tako da, vladati sabo, to je bil disciplina, glavni cilj vsakega špartijata, da bi bil gospodar samega sebe, da bi bil svoj kralj, svoj gospodar. In tako so gledali, to je na vse druge so potem gledali kot na sužnje. Tisti, ki ni gospodar, sebi je sužnje. Ker vedno smo sužnji. Nekom. Ali življenju, ali izzivom življenja. Nikoli nismo svoji, nismo svobodni. Isto, kar je značilno za Špartance. Svobodna volja, izbira, odločitev. Ampak delo za skupnost. To so zahtevali od svojih otrok, učili so jih tako. Tako so učili svoje dekleta, svoje punčke, matere. Tako so vzgajani v tem duhu, v duhu pravičnosti. Zaradi tega pravim, Špartanci, ko so zmagali, nikoli se niso maščevali, niso preganjali sovražnika, niso pobijali po boju svoje sovražnike, nasprotnike. Časno. Evo, v vojno, vedno je kralj šel prvi. Prvi je bil na čelu svoje vojske. Nikoli iz ozadja ni gledal in govoril kaj in kako. Pri Špartancih vedno je kralj bil prvi in vsi so mu sledili. Veste, ni silo preganjal ljudi pred sabo, pa tisti, ki se obrne, da bo streljan ali ne vem, ubit. Ne, on je bil prvi. In vsi ostali z njim. On je bil zgled. Tam, ki je bilo najtežje, tam je bil kraj. Pred bitko bi se uredili, spletli bi kite, svoje glase ponavadi, peli bi pesmi, zafrkavali se, šalili pravi. In takrat, ko
je eden od izvidnikov perzijske vojske, ko je prišel in pravi, vidi, zadnji dan, ko bi morala biti odločujoča bitka pri Termopilah, je videl Špartance, kako se zafrkavajo, kako pletejo kite, kako pojejo, kot da je navaden dan v taboru. In potem je šel nazaj k kralju in so vprašali, kaj in tako, kaj se dogaja, zakaj so takšni. In potem je ta izdajalec grški je rekel, da zavedajo se, da je to zadnji dan, to je priprava njihova na smrt. Ko so Leonidasa vprašali ta zadnji dan, kaj naj, ali se najejo dobro, da bi imeli moč za bitko, ali da samo malo pojejo, da ne bi tako obremenjeni prišli pred bogove, je rekel, vzamite malo, ker večerali bomo tako in tako pri bogovih. A pravi, a ti, kralj naš, pa pravi, jaz bom prvi pri Hadesu, pri Bogu podzemnega sveta. Jaz bom prvi na večeri. Enostavno, take so zgodbe, zavedal se je, da bo umrl, še vedno je tak enostaven odnos do smrti. Evo, gledajte. Samo da malo me čas preganja, pa moram hiteti. Nekako hotel bi vas malo usmeriti na to, na premišljevanje. Kako se življenje je pred nami. Nima veze koliko je, ampak kako bomo ga preživeli. Pogumno ali strahopetno. Strah vedno meče sence. Strah je tema duha. Pogum je, ko da razbline se te sence, tema. Cilj človeka je, da živi svobodno, močno življenje. Naj nas temu naučijo ti ljudje, ki so živeli na ta način, ki so dali svoje življenje za domovino, za svoje ljudstvo in ne samo za svoje. In pravi, enostavno, življenje moraš upraviti koristno. Koristno, ne koristno samo zase. In zase, in za celotno družbo. Evo, mogoče samo za konec bi nekaj izhodil. Tako da dobite občutek, malo tudi to drugo stran, špartansko. Pravi, tudi kasneje, daleč potem po Termopilah, ko je Filip, makedonski kralj, hotel in začel osvajati grška mesta in potem se je spravil na Šparto in je poslal svoje poslance in da se uda Šparta, pa so se vrnili nazaj, da si Šparta noče, Špartanci noče, da. Potem je rekel in napisal, če pridem v Špartu, če osvojim Špartu, če pridem, pobil bom vse moške, ženske bomo posilili vse, ali pobili, ženske otroke bomo prodali pod sužnje, če bomo prišli, pravi, razrušili bomo celo Šparto, če bomo prišli, če bomo osvojili, pravi, Šparte ne bo več niti kamen na kamen ne bo ostal, dobije odgovor. Filip, eno edino besedo. Kratko, jedrnato, ampak vse je povedano. Mi to lahko stremo samo dve črki. Če. Samo to je bil odgovor. Iz tega se vse vedelo, kak je odnos. Samo, ker je on našteval, če pridem, če zmagam, če. Oni so samo odgovor dali, če. Evo. Molon labe, to smo rekli, molon labe, to je ta glavna slavne besede, ki Leonidas Selcu sporočil. Pridi na zemljo. In to sporočilo, življenje kajno lahko. Nič, česa se imamo zabaviti. Da nam vzame to orožje, ki ga imamo, življenje. Ne pride in vzame. Pogumno se lahko soočamo življenje. Niče nam nič ne more pravzaprav. Kot kako pravi Sokrat, lahko me vzame življenje. Oziroma Epitet. Lahko me vzame življenje, pa kaj? Mojega duha nihče ne more zlomiti, mi ne more vzeti. Moje hrepenenje, moje razmišljanje, mojega duha.
Evo. Potem, ko so se odpravljali na Termopile in ko so jih sproti čakali Grki in govorili, ampak toliko je vojske, pravi, ko izstrelijo puščice, pravi, nebo je črno od puščic. Eden med Špartanci je rekel, odlično, vse bomo se borili v senci. Razumete, nikoli ta smisel za humor, za tako odnos lakoten do življenja ni jih ustavil pravzaprav. Glejte, kaj je o ljubezni, samo kratka zgodba, ki bomo končali. Zamislite, da mož da je na samoti in da zapusti, zdaj bo žena vdova. Ali veste, da greste v smrt, kaj bi rekli svoji ženi? Kaj bi hoteli od nje? Moški bi rekli, bil bi vesel, da se ne poroči z drugim, je tako, da mi je zvesta do konca življenja, je tako, prisegla si enkrat. Da, evo Leonida, ki je rekel svoji ženi, ko je šel v smrt. Zagotovo je vedel, da je smrt. Zaradi tega, ker je rečeno, preročišče v Deltih je reklo, da bo Grčija rešena, če bo špartanski kralj dal svoje življenje. To je bil on. In zagotovo proti taki vojski, on je bil prvi, ki se mora izpostaviti. Umaknil se ne bo, to pomeni sigurno, gotova smrt je bila. Kaj je rekel svoji ženi? Poroči se z dobrim človekom in mu rodi dobre otroke. Mi mislimo ljubezni, ja, moraš biti moja. Ne, poroči se z dobrim človekom in mu rodi dobre otroke. Bodi še naprej srečna. Samo dobro. Evo, je veliko tega. Nažalost, to je samo nekaj črtic. Par stvari, ne preveč, ampak da bi se lahko nekaj naučili. Da bi nam bili zgled. Ker življenje nam prinaša težke preizkušnje. Ljudje smo enako kot pred 2,5 tisočletja. Imamo enake težave. Enako se soočamo z življenjskimi izzivi, s smrtjo, z boleznijo, s težavami. Mi danes govorimo, imamo toliko, potrebujemo psihološke pomoči, psihoanalitikov, psihologov in tako naprej. Za Špartance to je bilo nesmiselno. Ti imaš svojo moč, da soočiš se življenje. Življenje te nikoli ne uničuje. Naredite močnim, od tebe je odvisno. Soočenje z njim. Evo, mogoče imate kakvo vprašanje, samo za konec. Prosim. Mogoče sem jaz preslišal, v senci, pravi, s kje izplujejo Perzici? Iz kje oni pridejo? Kako iz kje? Prav, z Lajne so se prepeljali tja, Pripeljali so se na... Kje so štartili? Kje je tam pri Bosporju, tako? Tam, kje ne se zdi. Ne vem to. Čez sever? Mislim, da je sever, da. Ne vem točno. Moram priznati, da. Prav, zdaj v resnici govorimo več o moškem delu, ženski v resnici tle nekako neznamno, pa bi vseeno vprašal Pri Špartancih? Ja. Pri Špartancih ve se, enako ženska kot v moških. Ja, razumem, sem zdaj v resnici govorimo, se pravi pri moških imamo piramidni sistem, se pravi nekako pri ženskah je pa v resnici neko pravnost, se pravi je znotraj njih družba v resnici ločena. Ne, isto je. Ne nakazuje to. Ni bilo politične, pa niso sodelovali, niso bile v Jeruzalemi, da. Ampak zdaj, zanima me zdaj, ko smo govorili o nekem hierarhičnem, se pravi na koncu je bil v resnici ni bil sužen, ampak je bil ta Belos oziroma Telos, kako tako, ne? Bolj kmet. Bolj kmet, kako ga že imenujemo, ne? A je ta človek, ki je bil zdaj ta kmet, Kovaj, kako tako, bil del vojaških. On ni imel nič s tem, ne, ni imel. A so oni bili
znotraj kot družba v resnici drugačnih poti. A je bil tak kmet v resnici del, oni so bili pa temnopolti. A je to mogoče? Mogoče je zaradi česa, ker Špartijati so bili Dorci. Ja. In so, ampak to je bilo že zgodovinsko, in te družine, ki so se naselile, najprej je bilo 5 vasi, pravzaprav zelo malo število, 2000 Grkov, dorskih, eno dorsko pleme, oziroma en del se je naselil v Šparti. Tukaj so bili domorodci, ki so jih pokorili in so se organizirali, na začetku so jih podredili in kasneje je prišlo cela ta zgodovina z Likurgom in tako naprej, ki je dal zakone. Ampak so bili tudi drugo ljudstvo,